Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Lep pozdrav vsem. Kje sva? In tebi. Midva sva natanko tam, kjer so bile prejšnji teden, s tem, da veva nekaj več, da je omnibus sprejet. Se pravi, interventni zakon, to je zakon, ki ima ambicijo rešiti vse tegobe tega sveta, pa je šire, ne? Ja. Je bil sprejet, vemo, kako izgleda nova vladajoča koalicija, čeprav malo trdi, da to ni to, ampak dan se po glasovanju pozna. Vlade še nimamo, tisto, kar mene bega, ne, da nimamo finančnega ministra, zakon z kar velikimi finančnimi učinki pa je bil sprejet. Bo verjetno težko poiskati finančnega ministra, ki bi post festum pravzaprav požegnal, kar je bilo sprejeto. Tukaj lahko ugotoviva ali pa ponoviva to, kar sva povedala že prejšnji teden, pa mislim, da je treba to ponoviti in ponavljati sploh v prihodnosti. Gre za preobložen, predvsem pa ideološki zakon, ki ima v sebi zelo jasno sredico, to je preobrniti javno zdravstvo in v posledici poskrbeti za ideološke posledice desne koalicije. In ena od posledic te koalicije je v imenu razbremenjevanja gospodarstva in pa malega gospodarstva z nekaj malimi pravilnimi elementi, da ne bo pomote, pa s tem mnenjem se pač opiram na strokovnjake, pa na tiste, ki te stvari znajo pogledati tudi v številkah. Ne? Skratka, mislim, da je, kako je že gospod Feketi, ali se tako piše? Ja. No, on mi je deloval zelo kredibilno v debati, pri Marcelu sem ga poslušal in tudi sicer v debatah sem ga poslušal v studiu ob 17, recimo, ne. Mi je deloval izredno strokovno in kredibilno, ne, mogoče bo tudi celo enkrat minister v neki vladi. Ampak gre preprosto za to, ne, zakaj je ta zakon ideološki? Zato, ker se v čiščenju portfelja, v katerem bi lahko prišparali ali prihranili ogromne vsote ali milijone denarja, sklicuje na ideološke parametre, se pravi, da je treba iz pokojninskega sistema izločiti izjeme. Ne. Tokrat ne omenja umetnikov, kar pride še na vrsto, sem prepričan, omenja pa partizane oziroma vdovske pokojnine. Ne. In ta gospod v studiu ob 17 zelo jasno povedal, ne, da je to že zdajšnja vlada oziroma odhajajoča vlada v veliki meri že potiho storila. Se pravi, da ta vidik izzveneva in da kolikor se lahko pogovarjamo v prihodnosti, da je te stvari, te privilegije, če tako rečemo, treba odpraviti, se pogovarjamo v izredno nizkih številkah. Mislim, ta govor o privilegijih, ne, ja. Je mene spominjen na lov za izgubljenim zakladom, izgubljenega zaklada pa ni. Ne? Partizani so pomrli, vdove verjetno v veliki meri tudi že, zakon je to že zreguliral, to je zgodba, ki odhaja. In je tudi bila pisana v obdobju 7 debelih krav, ne, ker to ni bilo pomembno. Ne. Se pravi, luknja, ki zdaj po izračunih nastaja milijardna, gre pa takole. Ne. To se pravi, v podjetnikom in pa tistimi socialne kapice, to se pravi, že tako bogatim, ne, se bo omogočilo vse tisto, kar se sicer revnim ne omogoča, in sicer gre za dostop z nizkimi prispevki v pokojnine, ki bodo pa na koncu vlekli na tanko privilegirane pokojnine, ker bodo več, kot so vložili, skratka, oni bodo črpali spis v mnogokratniku tega, kar bodo sicer vložili, ne. Mi bomo pa to plačevali. To se pravi, nas 95 do 99% tlačanov bomo pa to plačevali. To se pravi, to je zakon, ki je narejen za nove privilegirance, ki si tega v nobenem primeru, ali pa mogoče v izredno redkih primerih ne zaslužijo. Ne? Veš, kaj me zanima? Ne? Tako, kaj je intenca tega zakona? Ne? A je intenca tega zakona v resnici to, da se ob pomoči zakonodajnih prijemov konstruira novi vladajoči razred oziroma novi bogataški razred? Jaz sem se enkrat pogovarjal z nekom, ki ga ima za snova in ki je mnogo precenjen glede na to, kaj on v resnici zmore.
In mi je rekel, Slovenci nismo in nikoli imeli elite, mi moramo narediti elito. In seveda je sebe pripisal k tem in vsem tistem, ki niso po svojih sposobnostih v procesu privatizacije in tranzicije prišli do svojega premoženja, ampak bolj za svojo nasilnostjo in brezskrupuloznostjo. Se pravi, eno je ideja o neki elitizaciji, ne, kar je bila vedno napačna ideja, zato ker je vodila vedno v socialno razslojevanje. Pričemer še enkrat poudarjam, ni problem, če sposobni odskočijo. Problem je samo v tem, da za sabo ne pustijo opustošenja v socialnih kohezij, v razmerjih med ljudmi. Ne. To je ena stvar. Druga stvar je pa zelo verjetno, to, da je Janša po svoji mentalni strukturi, to, kar je rekel Drnovšek, temni princ, Dark Vader, ne, da je on destruktivec, to je jasno. In v dekonstrukcijo vsega, kar je bilo do zdaj zgrajenega, sodi pač njegova politična filozofija, ki to ni. On ima Netanjahujevsko politično filozofijo. Ne. In grede, danes mora kaj povedati o Black Cube spet, ne. Ali pa saj spomniti na njega. Ne. No, in bova v nadaljevanju. Ne. Ampak tisto, kar Janša počne, ne, če pogledamo hladno iz razdalje, v smislu v redu politične filozofije, najdemo v njegovem pojasnilu, da je treba spet narediti tako imenovano vitko državo. In to je liberalna politična filozofija, iz začetka pač angleškega parlamentarizma, ne, da je, mislim, to je že Adam Smith o tem govoril, ne, ampak on je takrat iz liberalnega, ne iz neoliberalnega vidika govoril. Ne. Skratka, da je državo treba prepustiti v celoti civilni družbi, ampak ne taki, kot jo imamo mi zdaj, ampak recimo tudi gospodarstvu, skratka vsemu, kar neposredno ne vlada, suverenost suverenu, ne, to je po Hobbesu pač kraljevi družini, ki jo mi nimamo, ne, ampak drugače pa prevedeno v slovenščino gospodarstvo. Ne. Gospodarstvu sociale ni, vse so razmerja homo homini lupus na trgu, ne. Trg urejuje vse in vitka država je natanko to, kar Anglijo zdaj tišči ob tla in kar Amerika promovira. In tudi MČM zdaj promovira za Slovenijo. Vas navdušen nad omnibusom, ne, MČM. Ne. Ja, to je pravkar je prišlo pismo podpore Ameriško-slovenske gospodarske zbornice. Tako, kar je samo po sebi alarm prve vrste. Ne? Se pravi, trumpizacija Slovenije uspeva. Še prednje vlada nastala. Ampak tisto, kar je treba zdaj povedati, ne? Janša ni, jaz sem včasih mislil, da je inteligent, mislim, da ni inteligenten človek, je pa zelo determiniran človek. Zelo discipliniran in zelo destruktiven človek in nima dveh vzorcev, on ima en sam vzorec. Determiniran v smislu odločen. Odločen, ja. On ve, kaj hoče in ve, kako bo to dosegel in trma do nezavesti, dokler ga nekaj ne ustavi. Ne? In vedno ga nekaj ustavi. Ne? Ampak on nima dveh vzorcev, on ima en sam vzorec. Lahko pričakujemo zaplinjevanje ulic v prvih resnih konfliktih, ker smo to že videli. In lahko pričakujemo, da se vrnem na najno temo, ZUJF, novi ZUJF lahko pričakujemo. Spet bodo začeli ugotavljati, da profesori na univerzah nič ne delajo, ker samo en dan na teden predavajo, vse ostalo palenarijo. Spet bomo doživeli omejevanje plač učiteljem, spet bomo doživeli globoke reze v zdravstvu, vendar kje pri medicinskih sestrah in drugim osebju, pri zdravnikih pa ustvarjanje nove elite, te snobovske elite, ker imajo že zdaj, ne, kot je dr. Brecelj povedal pri Marcelu v ponedeljek, ne, po 30.000 evrov neto plače. Ne. In skratka... On je tukaj omenjal radiologe. Radiologe, ja. Povedal, radiologi imajo recimo po 30.000 evrov neto plače že zdaj in druge bi pač približali temu, ne pa javnemu sistemu, ki bi bil reguliran iz potreb državljanov, ki jih ščiti država in ustava, a oni bi pa to postavili na trg in tako, kot je rekel eden od zelo znanih kirurgov, da je treba iz zdravstvenih domov preprosto narediti podjetja. Ne. In Janša zasleduje ta cilj, bodi si zato, ker je predan tej logiki, bodi zaradi svoje žene, ki na to pritiska, ne, ki je očitno tudi neoliberalka, ne, bodi si zaradi tega, ker to paše v kontekst demontaže starega sistema, v katerem bi Janša lahko svoj avtoritarizem bolje izrazil in dobil podporo tistih ljudi, ki stojijo med Bogom in človekom, med življenjem in smrtjo. In to so duhovniki, duhovščina, se pravi katoliška cerkev, in zdravniki. Zdravniki so tisti, ki se jih bojiš, ne? Ki povprečen človek se jih boji, gleda z prestrašenostjo, zato ker on v rokah drži čarobno paličico znanosti, ki prepreči, da umreš. In če ti politično to zaformatiraš in unovčiš, ne, potem lahko vladaš kot avtokrat. Ja, Janša se tega zaveda. Ja, ampak jaz se velike večine zdravnikov ne bojim, ampak jim zaupam. Ti govoriš o... Jaz govorim o znanosti, ki gre zaupati. Jaz zdaj govorim o ideologiji, ki jo spremlja. Ja. In tudi absolutno se opravičujem mogoče celo večini zdravnikov, ki tako ne razmišljajo.
Jaz mislim, da večina ne razmišlja tako. Jaz jih zelo veliko poznam in delijo zaskrbljenost nad javnim zdravstvom, zaradi tega, ker vedo, kaj to pomeni, vedo, kaj je bazični humanizem, ki poganja njihov poklic, to vedo. Ne? Gre tukaj predvsem za zdravniško zbornico, za Fides in predatorje, se pravi snobe predatorje, ki, kot je povedal Erik Brecelj, hočejo razmontirati ZZZS, zato da bodo lahko imeli še daljše jahte. Ja, oziroma to bi bila potem po privatizaciji gospodarstva in po injiciranju svežega denarja v bančni sistem tretja ali pa četrta privatizacija. Vprašanje, kako kaj je tranzicija naredila? Tranzicija je najprej razmontirala največji kapitalski fond, ki se mu reče stanovanjski sklad. Spravi, ljudje so pa privatizirali stanovanja in povejmo mladim še enkrat, ker so premladi, da bi se spomnili. Po 10.000 evrov so ljudje kapitalstvo. Ne, mark. 10.000 mark. Dobro, ampak recimo, če bi prevedali v današnjo valuto. 10.000 mark je bilo 5.000 evrov. Tako, no. Jaz poznam tudi primer, ki je samo 3.500 evrov. Je treba potem to sicer upoštevati inflacijo, ampak je... Rečva v redu 10.000 evrov, ta jezik razumejo mladi, ne? Bi oni lahko danes kupili meščansko stanovanje v sredini Ljubljane. To lahko danes samo sanjajo. Spod 400-500 tisoč evrov si ga takega stanovanja več ne more položiti. To je bila prva privatizacija. Druga je bila privatizacija javnega premoženja v smislu gospodarstva, kjer so v bistvu tisti, ki so bili bolj pri koritu in hkrati tudi tisti, ki so bili bolj sposobni, znali videti in so bili tudi dosti dobro povezani, znali videti priložnost, eni so izkoristili, eni pač so se samo nagrabili, pa se skrb poslali v maloro, in sposobni so tam odskočili. Nekateri, ki so odskočili, so si to tudi zaslužili, da ne bo pomote. Ker prestrukturacija iz socializma v kapitalizem je terjala tudi neko določeno sposobnost, ne samo prednosti iz delovnih razmerij, ampak tudi sposobnost. Ampak to je bila druga velika privatizacija. Tretji, ta val, ki ga imamo zdaj na udaru, in na to je zdravniška zbornica pa Fides so čakali zelo dolgo časa, zelo potrpežljivo in zelo naštudirano, je pa v bistvu naskok na privatizacijo zdravstva v smislu, da državo zaformatirajo na ta način, da mi zberemo milijarde javnega obveznega denarja, zato da ga bodo oni privatno lahko zaskočili. Se pravi, da ga bodo lahko na nek način okupirali in iz tega dobili pravico do kovanja dobičkov, kar jim ustavno sodišče deloma celo pritrdilo. In zdaj ta met, kjer jim pa Janša prav pride, kot pravi dr. Brecelj, je pa to, da bodo demontirali ZZZS in v bistvu to ogromno količino denarja preprosto bi sprostili, mislim, da je rekel okrog 150 milijonov evrov, in to je v enem zamahu za nekatere povsem dovolj, da se poleg tega, da jim že priteka denar, še v enem mahu masno koristijo in si kupijo res ekstremno dolge jahte. In to je nekaj, kar pa bo podrlo socialno kohezijo, in to je pa zelo soden res, in ne toliko pravno tudi, ker bodo že poskrbeli politike za to, ampak socialno državo razmontirala, da bi v bistvu to luknjo, ki bo nastala, pomeni, da se bodo zdravstvene pravice začeli zmanjševati in se nagibati k doplačilom, ki bodo pa zasebna, to se pravi k privatizaciji zdravstva, to bo pač ena. In druga stvar bo pa pač ta, razumeš, da bo javno zdravstvo stagniralo, da bodo samo še profitabilne dejavnosti uspevale in da se bo zdravilo samo še zdrave ljudi. Ker to se bo splačalo. Ker so poceni. Ja. Vse drugo bodo pa enostavno puščali umirati, tako kot imaš v Južni Ameriki. To je v resnici učink pretvorbe zavoda v gospodarsko družbo, da zdravstvena ustanova kot gospodarska družba pač servisira farmacevtski lobby? Ne, predvsem bo, dvakrat pomislila, a je smiselno tlele neko veliko količino denarja porabiti za poseg, za katerega niti ne vemo, bo uspel. Ja, primer, ki ga je navedel Erik Brecelj, 6-mesečnemu otroku so zamenjali srček, tega ne bo več. Otroci bodo preprosto umrli. In tako naprej. In s tem tudi ne bo razvoja znanosti, ne bo razvoja medicinske vede, ne bo usposabljanja kirurgov in strokovnjakov za
za boljšo medicino, za bolj kompetentno medicino in tako naprej. Skratka, vse to nam je zdaj ta omnibus nastavil, zdaj dobimo samo še vlado in dejansko ne, zdaj sploh ne govorim iz političnega vidika ali pa kot naklonjen eni ali taki ali drugačni politiki, ampak zaskrbljeni državljan. Ne. Se pravi, nam bodo prebrnili, zamerikanizirali Slovenijo, ne, in to ne bi bil zdaj neki ideal, ali pa, če hočeš, izrealizirali Slovenijo, ne, tle bi bilo dobro, ne. Sklicujoč se na korupcijo. Kaj je bilo glavno geslo diskvalifikacije skozi Black Cube, ne? Ja, korupcija, ne. Kaj pa je večja korupcija kot to, da ti razmontiraš javno zdravstvo in da zdravnikom omogočaš tak odskok, da imajo privatno pobudo v nekaj, kar neskončno presega njihovo znanje o humanističnih vidikih države, skupnosti, sociologije. Okay, ta proces sestavljanja nove vlade, ne, ves čas v ozadju tiktaka na nek način en peklenski stroj. To so storitve podjetja specializiranega za špionažo, blatenje, kot naprej, to je Black Cube. Ja, to je nekaj, kar bi slovensko pravosodje moralo po uradni dolžnosti preganjati. Upam, da to počno. To, kar se je zgodilo... Zdaj tako, ne, pač, da obstajajo poročila, ki javnosti niso dostopna, ne. Ja. Vprašanje, koliko je oziroma dvom, da je parlament kakorkoli s temi poročili seznanjen, ne. Gre pa za dokumentacijo, ki je na tožilstvu, ne. Upajmo, da bodo iz tega nekaj naredili, če ne bomo morali na to resno opozarjati. Tisto, kar je glavna akcija, ta trenutek je pa zbiranje podpisov za referendum proti demontaži javnega zdravstva oziroma proti Pri čemer je pa zanimiv hakelc, ne, zaradi tega, ker gre za omnibus zakon, ki vsebuje tudi davčne člene, ne, o davkih, ne, in na referendumu ne bi odločili, pravi ustavna materija. Bomo videli, kako bo kritična javnost ta referendum zapakirala. Mogoče ga bo v delne termine, mogoče bo samo na področju zdravstva, ne vem, bomo videli. Mislim, jaz kot državljan vsekakor čutim dolžen ga iti podpisati za referendum, naj ljudje odločijo, ker v parlamentu so ti ljudje, ki imajo izredno nizko, zelo primitivno govorico. Vsej primitivizem je bil vedno lastnost našega parlamenta, ne? Primitivna govorica, ampak nivo, ki ga imamo zdaj, pa mislim, da je najnižji od vseh parlamentov, kar jih je bilo. Ne? Ljudje so nas izvolili za to, da naredimo ta zakon omnibusa. Ne? Kako so vas ljudje izvolili, če po številkah nimate, niti Janez Janša nima toliko glasov, kot jih je imel Golob, ne? Nobena od strank nima toliko, kar jih je imela Svoboda, na primer, ne? Se pravi, kako so jih ljudje izvolili, ne? To, da so prišli pa za lažjo, prevaro in za triki, ne, ki jih ljudem niso predstavili na volitvah, niso nastopili transparentno. Na volitvah Logar ni rekel, po volitvah bom jaz šel z Janšo. Nasprotno, on je rekel, da z Janšo ne bo šel. Stevanović je rekel, da z Janšo ne bo šel. Janša je pa tukaj neustrašen, on pa servisira lobije, servisira Izrael, servisira izraelsko taktiko, dela po playbooku, ki mu ga je naredil Black Cube, in amerikanizira Slovenijo. Mi pa smo kontinentalna Evropa, mi nimamo nobene zveze s politično filozofijo Amerike, ker mi nismo v položaju, da bi jo lahko imeli, zato smo stavili stoletja na socialno državo in na socialno kohezijo. In mimogrede s kulturo vred je to največji povezovalni element, ne ponovim stotič, povezovalni element naše družbe in države. Pa se pravi, v neoliberalizmu naša država propade. In Janša je v tem smislu nevaren, ne? In on bo brez kompromisno to storil, on to dela četrtič. In prvič smo se naučili to, kar četrtič že moramo vedeti in znati. In se nihče ne more delati, da tega ni vedel. Ne? In če imaš imaš pokvarjene ljudi, ki imajo tega koristi, imaš pa fanatike, ki jim bodo verjeli ne glede na to, kaj jim bo ukazal, oni bodo to storili. Če bo treba skočiti v Koprive, bojo skočili v Koprive, če bo treba skočiti v Gnojevko, bojo pa v Gnojevko skočili. Ne? Ampak to, da ga potihem na tak način suportira katoliška cerkev in NSI, je sestavljen del te iste ideologije, v katerem ti ne gradiš na svobodni družbi posameznikov in na svobodomiselni družbi tistih ljudi, ki razsvetljeno razmišljajo, ampak na ljudi, ki rabijo bufferje, ki rabijo srednike,
med smrtjo in življenjem, med Bogom in človekom, na tiste, ki se vmes lahko, carinike, ki se vmes lahko brezplačno namažejo z velik denarja in to na način, da jih ljudje sploh ne bodo, da ljudi več ne bodo potrebovali, ljudje bodo pa njih potrebovali in to je natanko imeti. Kolega Markeš, hvala za tokrat. Čez 7 dni vse prav pride.